Dober večer. Izjemno čast nam je, da danes gostimo našo gostjo. Slovenski jezik bo včasih malo težava, kadar so učiteljice in tako zelo naučeni in izjemni ljudje z nami. Namreč neverjetno naključje, ki ni naključje, očitno vedno prav, da srečaš prave ljudi v življenju in tako smo se z ščirko gospe Senčarjevi srečali službeno na poti s konzervatorji, restauratorji Skupnosti muzejev Slovenije in potem se vedno vprašamo, odkot pa ste, odkot je pa kdo doma in ko najdemo, ko se nekako tako geografsko razdelimo, potem ugotovimo, koliko imamo skupnega, čeprav nekdo prihaja iz Pirana, nekdo pa iz Brežic. In potem ugotovimo, da v bistvu v tem Piranu, v biseru naše obale, se tudi še drug biser skriva in to je pa naša današnja gostja. In dobrodošli v svojih rojstnih krajih, tako je lepo slavo. Velika hvala, da smo prijeli vašo knjigo in da ste bili pripravljeni priti k nam. Na začetku marca, ko smo rekli, da bo že lepo vreme, malo smo se zmotili, ampak to vas ni oviralo, ves ta veter iz Pirana do Brežic vas ni oviral in res hvaležni smo, da ste tukaj. In hvaležna jaz osebno, da je to nalogo pogovora z vami prevzela naša kolegica, tako da jaz sem tukaj zato, da res izrazim veliko hvaležnost in da komaj čakam ta pogovor, ker vem, da bo odličen in da bo iskriv in seveda tudi, da potem dobi nekaj priložnosti za kakšno vprašanje, kakšen komentar tudi naša publika, ker vem, da ste tudi predani svojim krajem, da imate vsak svojo zgodbo in da v bistvu bo današnji večer namenjen temu, da se spomnimo preteklosti in da smo tudi srečni, da smo skupaj na ta 2. marec leta 2023 v našem malem auditoriju. Tako da, hvala lepa in kar vaju prosim. Spoštovana gospa Tončka, tako vam pravijo, dober večer in dobrodošli tudi v mojem imenu. Upam, da bova se prijetno imeli in lepo speljali ta zagovor. Začeli bova na začetku in sicer življenje nas je po drugi svetovni vojni sicer zapeljalo na Primorsko, vendar ste svoje zgodnje otroštvo preživeli v naših krajih, v Zgornjem Obrežju, pri Rtičah. Kako se spominjate teh prvih let vašega otroštva? Hvala. Najprej bi vas rada vse prisrčno pozdravila in se zahvalila za obisk. Povem vam, da sem ne samo prijetno presenečena, da mi je vaš obisk segal do srca. Tu so se zbrale nekdanje tovarišice, učiteljice, nekdanje prijateljice, prijatelji, pa tudi mladi, pa sorodniki, ki želijo zvedeti, kje so bili njihovi starši ali stari starši, skratka, katerih potomci so zdaj. V glavnem, kot vidim, nas je večina tistih, ki smo preživeli to pot, ki jo vam bom jaz danes povedala, kakšna je bila moja pot. Torej, vsak je imel svojo. Hvala pa res tudi muzeju, ker ko so me poklicali, če sem pripravljena priti v Brežice, so rekla, seveda, se grem k mojim, v moj kraj, k našim. In tako sem vabilo z veseljem sprejela. Zelo rada se spominjam svojega otroštva. Nažalost, nisem otroška leta dolgo preživela doma, ker je prišla vojna. Vendar v spominu imam, kot bi videla še danes, to našo lepo vasico, ki je bila blatna, kolovozna, smo rekli, male hiše,
Vse je bilo drugače, brez elektrike, brez vodovoda in tako naprej, ampak kot družina smo živeli srečno in tudi zavaščani. Mislim, da mi je družina dala tisto osnovo, ki te potem v življenju spremlja. Bodi skromen, bodi delaven, bodi pošten, spoštuj druge, če lahko pomagaš, pomagaj in tako naprej. In teh vrednot so me spremljale vse življenje in mislim, da so mi veliko pripomogle in starejša, ko sem postajala, bolj sem se spominjala te moje vasi in življenja, kako so si vaščani pomagali, ne samo ob trgatvi, ampak ob žetvi, ko so kosili, kadar je koliko je bilo, ali nesreča, ali ne vem kaj. To je bila solidarnost. In vse to smo mi otroci spremljali. Starši so naš od majhnega navajali na delo, vozili z vozom na njivo, na travnik, vinograd, kamor je pač bilo. Skratka, skozi smo bili z njimi, ob njim in si posnemal, kaj so oni delali. In tako dobiš te, bi rekla, delovne navade, ki, kot pravijo naši mladim, danes precej manjkajo. Tem moji vasici in mojim vaščanom, učencem, s katerim smo hodili v vrtiško šolo in se potem pred šolo ali pa popoldne, kadar je bil prosti čas, smo se veliko igrali. Nismo pa imeli nobenih igrač, da bi jih nam starši kupili, ampak bili smo tako iznajdljivi, znali smo se igrati tako, če je bil sneg, če je bilo lepo vreme, če je deževalo v hiši, kjerkoli. In tudi to nas je nekako združevalo in bogatilo. Ne morem pa pozabiti tistih lepih večerov, ko smo ob petrolejki bodi si ružili koruzo ali fižol, ali pa ko smo se greli ob lončeni peči, ali pa na peči, kjer je bilo zelo toplo, in ko nam je oče pripovedoval pravljice. Moj oče je bil mojster pripovedovanja in mislim, da sem jaz njem en del tega podelovala. Znal je tako pripovedovati, ampak vedno je zaključil, kar je pripovedoval v lepem. Nikoli, ali da so tisti, o katerih je pravo umrli, ali ne vem, kaj slabega naredili, zmeraj mi je rekel, na koncu mora biti vse dobro, vse se mora srečno končati, tudi če je v pogovoru v sredi bilo vsega. Je moral to premagati, ono premagati in tako naprej. In to sem tudi jaz v mojih pravljicah upoštevala, da ima pravljica poleg enega vzgojnega momenta, ki ga hočeš poudariti, ali ljubezen, ali delavnost, ali karkoli je, da dobiš nagrado za tisto, za poštenost, da je kaznovan tisti, ki krade in tako naprej, in da se lepo konča tisti, ki je bil priden, delal in je zaslužil, bi rekla, nagrado. No, svoje vasi pa se spomnim tudi po Vodnjaku, Štirni in po Veliki Hruški, ki nas bo še potem v teku razgovora spremljala, tako Štirna še danes stojita in Hruška tudi. Torej, lepe spomine imam na tisto prvo otroštvo Zgornjega Obrežja, lep pa je tudi danes Obrež. Moram reči, da ga rada obiščem, je v drugi luči, kot se temu reče, je drugače urejena, vse hiše so obnovljene, ni pa živine več pri hiši, zdaj so avtomobili.
Ampak kot rečeno, rada pridem in zmeram rečem, ne grem na obrež, ampak grem domov. In doma me zmeram prisrčno spremljata tako brata, svakinja, nečakinja in drugi, kamor grem. Mojemu obrežu, bi rekla tistemu prvemu, sem posvetila vse igre, ki smo si kot otroci igrali, seveda zmišljevali, ampak vse, kar je nudila nam narava, pa tudi kar smo sami, bi rekla, se izmislili, imam napisano. In to mi je prišlo v mojem pedagoškem življenju velikokrat prav, kajti dostikrat tudi žog ni bilo na šoli, ni bilo na tega ne onga, pa se spomniš na tiste stvari, ki so bili pa tudi vseeno lepe in zanimive, poučne in tako naprej. Vaše lepo otroštvo je prekinila druga svetovna vojna. Svoje otroške spomine na taborišče, na izgnanstvo ste zapisali leta 2015 v knjigi Svilena Oblekica. Rada bi, da z nami delite to, kako je izgledalo ta odhod od doma. Kaj ste doživljali kot družina in posamično kot otrok? Kot sem povedala, sem živela v idilični vasici, za mene seveda najlepše na svetu. In že kmalu, ko se je začela druga svetovna vojna, ko smo samo vedeli, da je Jugoslavija napadena, seveda otroci čim manj, kar je bilo dobro, ampak malo se je šušljalo. En je prišel iz Brežic, že mislim 12. april, in tabla Brežic je bila že prečrtana in napisano je bilo Run under Sau. In začeli so metati dol napise trgovin in tako naprej. In seveda, mi otroci, kar je bilo prav, da nismo tega nič vedeli, in eno so rekli, veš, bo vojna, drugi so rekli, veš, ne bo se, so fantje prišli iz vojske nazaj, ker je pač bila kapitulacija, ne, in vlada pobegnila in tako naprej. No, in tako so starši naprej aprila, maja, orali, sjali in kar je bilo pač potrebno, ne delali, in se je tako, ne bi rekla pozabilo, so rekli, se ne bojo, pa je spet kdo prišel, pa bojo. No, potem upanje, da nas ne bojo, je bilo tudi vpis v šolo in prvi šolski dan, kjer sem tudi jaz šla in se nam ga zelo, zelo pripravljala. Strašno rada, veselila sem se šolskega dneva in sem se zanj pripravljala. Vse, kar sem rabila, takrat smo pač imeli nahrbtnike. No, in vesela, to veselje pa je trajalo samo en mesec. 1. oktobra ni bilo več pouka, no in zadnji dan v septembru nam je učiteljica s takim otožnim glasom rekla, jutri ne boste prišli v šolo, kdaj boste prišli, boste zvedeli, če drugače ne, bo župnik na pridežnici povedal. Tako je bilo nekoč, ne? No, in mi niti se nismo upali vprašati, zakaj, kako. Smo šli, se pozdravili od učiteljice in šli domov jokaje. Prišla sem domov, vsa jokajoč, in mama je vprašala, kaj se je zgodilo, smo se stepli, ker smo se kdaj tudi otroci, ne? In povem, da jutri ne bo pouka. V tistem pride oče in je rekel točno te besede, ki še danes slišim, zdaj smo pa tam. Jaz seveda tega nisem razumela,
Potem je prišel brat iz šole, ki je že hodil v 4. razred in tudi povedal, da ne bo pouka. No in potem se je to po vasi razširilo in to so rekli, zdaj pa se bo res nekaj zgodilo. In prav se je 10. oktobra so veseli na tej veliki hruški, ki jo jaz, kadar sem po moji vasi spoštljivo še pogledam, so Nemci obesili torej plakat, obvestilo, da nas bodo izselili v Nemčijo, ne datuma kdaj in kaj lahko sabo vzamemo, in da nam bo škoda pač povrnjena. In seveda, moja mama, pa tudi drugi, mi smo imeli srečo, da iz vasi so bili čisto vsi izseljeni, razen 2 družin. To je bila družina Pribovšek in družina Ban, katerih starša sta delala pri železnici. In bi rekla tako v narekovaju, nista imela statusa kmeta. Medtem ko vsi drugi kmetje, mali, srednji, pač kakšni smo že bili, vsi smo bili izseljeni. No in moja mama je bila, bi rekla, seveda pametna in je dala vse lepe stvari, torej bi rekla, priklenjala vse ročno delo, kar je imela spraviti teti Neži in je rekla, ko se bomo vrnili, mi boš pa vrnila. In tako tudi ta lepo posodico, tiste lepe šalčke in tako naprej, skodelce. In kar je bilo takega, je torej teta Neža spravila in obe sta bile prepričane, se boste vrnili. No, prav takrat bom pa dobila nazaj. Tako tudi druge stvari, recimo tisto leto 41 so rekli, da je bilo zelo bogato, plodno, da so ljudje imeli polne kašče, polne kleti, no in je tudi dala obem družinam, torej da so si odpeljali, kar so pač želeli, krompirja in tako naprej. Tako da to je bil bi rekla, za nas eno veliko tolažbo, eno veliko dobroto, ki nam jo je ta družina Pribovšek dajala v času vojne, pa tudi potem po vojni, kar bomo slišali. No, prišel pa je ta nesrečni torek je bil 28. oktober 1941. Prej je na dvorišče sta se pripeljala 2 uniformirana vojaka, ki sta pa v slovenščini spregovorila, da moramo biti čez 2 ure pri križu, kjer bo stal kamion in nas bo odpeljal. Seveda, mama in starejši brat in tako so že vse pripravljali, kaj bomo odnesli s seboj. Nismo imeli takih kovčkov kot danes. Naša družina je imela srečo, je brat od očeta bil mesar in toplo pozdravljam njegovo nečakinjo, ki je prišla, vnukinjo, ki je prišla obiskat, je naredil očetu kovček, ko je šel v vojsko. In tisti kovček nam je služil za mizo, za stol, za vse kaj. In mama je vse, kar smo imeli, zapakirala, kot rečemo, vedela pa je, da se bliža zima, prav, in bom dajala same topla zimska oblačila. In takrat smo navadno imeli ali iz domače volne in tako naprej, skratka topla oblačila. Tudi jaz sem v moj nahrbtnik dala te šolske potrebščine, ki jih ni bilo veliko, v torbo in potem še nogavice, rokavice, šal in vse skratka za zimo.
Torej, ta dva vojaka, ki sta prišla povedati in sta znala slovensko, sta bila koroška Slovenca. Mi vemo, da so se vsi načrti izselitveni, kako bojo Slovenijo razselili, ponemčili, delali v Grancu in pa v Celovcu. In seveda te mladi fantje, to so bile dobro plačane službe in tako naprej. No, in kot rečeno, ta črni torek, 28. oktober, se vsi iz iz kolovoznih poti hitimo proti temu kamionu. V culah, cekarjih, kaj je pač kdo imel, basage so si naredili, nahrbtnike, ker pač si lahko vzel samo osebno prtljago. Vse je jokalo, vpilo, molilo, tudi kletev se slišala. Zakaj? Vsak je rekel, pa zakaj moramo iti, pa zakaj? Seveda pravega odgovora noben ni vedel. No in tako so nas potem spravili na ta kamion in ko je kamion potegnil, takrat pa seveda vsi v jok, adijo domača vas, prišli bomo nazaj in tako naprej. In potem, ker nas je bilo več ali manj strah po tistih kolovoznih poteh, ki je poto se skoraj ves čas molilo in mahalo hišam, vasem, vse do Reichenburga. No, v Reichenburgu pa je bilo seveda veliko presenečenje. V gradu Reichenburg je Gestapo imel svoj štab. V kleti gradu pa je imel kovnico in tam so, bi rekli, da rečemo, štancali številke na ovalnih ploščicah, katero smo tudi mi dobili okoli vratu. Ja, in številka torej to je ta razglas, kjer je pisalo prej, da gremo. To je ta razglas. Evo, preselitev se bo vršila v Nemčijo, preseljenci bodo svoje imetje obdržali ali pa dobili odškodnino. Smo jo dobili? Ja. Dobro, naprej. No, to je ta popisni list, osebni popisni list. Poglejte, tam gor je številka. Moja številka je bila 4443, kar se bo videlo tudi na tej, rečemo, svetinci. Ampak zanimivo, spremenili so nam imena. Jaz nisem bila več Tončka, ali pa bila sem Antonija, moj brat Drago, lep pozdrav tam od zadaj, je bil Karel in tako naprej. Spremenili poklice in tako skratka eno in drugo. Ampak zanimivo, v tem popisnem listu smo oče in mi trije otroci. Mama je imela poseben popisni list. Ne vem zakaj, ne moram zvedeti, ali so vse ženske takrat dobile tako, ali kako je bilo. V glavnem, ta številka, Računalnik možem, ne malo. Ja. Malo moja samo. Boštjan, evo, no, tako je izgledala, ta rekli smo svetinca in ta je 1443, tako je izgledala. Morali smo jo nositi okrog vratu, tudi do Nemčije, v Nemčiji, ko smo prišli, pa smo jo mogli shraniti. Nam jo ni bilo treba, da bi jo nosili vsak dan, vsak pa so rekli,
da mora na njo paziti. In smo pazili, torej, zato, da je bila to nekako ena legitimacija iz tega popisnega lista, ta številka, če bi te iskali, ja ne vem, kaj bi bilo. Ja. No, in v Reichenburgu smo mi prespali 2 noči, ker so mi rekli, da so bili samo 1 noč. Ne vem, ali so zbirali, ker kot veste, mi iz tega obsotelskega in brežiškega območja smo bili ta prvo preseljeni, bili pa smo tudi rasno pregledani. In tisti, bi rekla, so imeli srečo v narekovaju, ki so bili blond, pa plave oči. No, med njimi bila tudi jaz, moja družina in tako naprej. In so rekli, pač nekdo mi je rekel, da zato smo mi 2 dni bili, da so izpopolnili transport za te, ki so dobili pri tej rasni, ko so pač pregledovali, oceno, da so najbolj primerni azijski rasi. Kot vemo, da je bil pa Hitler s tem arijsko raso obseden. No, tako smo mi 2 noči prespali, potem pa šli v Reichenburg na železniško postajo in tam nas je čakal osebni vlak. Mi nismo šli torej z živinskimi vagoni. Tudi to, ne vem, ali je bil to začetek, so mislili vse, ker vem, z nekaterimi, ki sem govorila, ki so šli potem koncem novembra, so pa se vozili že v živinskih vagonih. In tudi dijaki, ki jim povem, jaz vsakem povem, ne, gor smo se peljali z osebnimi, vožnja je trajala 3 dni, nazaj pa živinskimi, kjer smo pa potovali 7 tednov. Ja. Vse mogoče lahko stojite, bomo šli naprej po predstavitvi, ne, če želite. Pravzaprav vas bom zdaj poprašala po vseh taboriščih, kjer ste bili. Bili ste v 4 taboriščih, in sicer v Trebnicu, v Großwartenbergu, tako v Reichenbachu in pa v Betlehemu. Tako da vam bo kar predala. Ja, v 4 taboriščih, skoraj 4 leta. Prav poudarila sem v različnih, kajti tako so se razlikovali bolj kot prst na roki od prsta, drug od drugega. Prvo taborišče, Trebnic, je bilo barakarsko naselje, bi rekla, nove barake so zgradili malo izven mesta, in tam je bilo kolikor toliko, bi rekla, poskrbljeno, ker oni nas niso mislili, torej, da bi mi umrli ali ne vem kaj, nasprotno so nas 3-krat na dan smo dobili hrano, zajtrk, kosilo, večerja, imeli smo bolniško sobo, če kdo zbolel, kajti so rekli, samo zdrav človek lahko dela. Skratka, je bilo kolikor toliko poskrbljeno, ni pa bilo seveda svobode in morali smo se držati enega reda, starši so delali, moj oče je delal v ledarnici, kjer je kosal, sekal led, ker takrat ni bilo hladilnikov in so potem ta led razvažali po bolnicah, kjer so ga pač v mesarijah in tako naprej, kjer so ga pač uporabljali. No in nažalost je takrat oče zbolel, ker je bil zmerom v tistem mrzlem, kljub gumnatnim in ne vem, škornam in našim debelim domačim nogavicam, so potem le tako uredili, da ni toliko časa delal, da so vsak mesec delavce
menjavali, da se niso zbolili, prihladili, kar je bilo za njih tudi pametno. Mojega očeta so potem, bi rekla, nekako pozdravili in je potem šel delati na kmete. No, in v tem prvem taborišču so ženske izmed taborišnic, bomo sliko videli, lahko prvo nazaj, evo, to imam prav od Posavskega muzeja. Se spomnite, ko smo morali zbirati razne dokumente, kdaj smo bili izgnani in tle prav piše, kdaj je šla lokomotiva iz brežiške postaje in številka in tako naprej. No, tu je slika pred barakami, ker barake so bile v 4 kotih, tako kvadratno, veliko dvorišče, ampak nismo imeli dostopa, bi rekla, samo do 2, tam, kjer je bila kuhinja, pa ambulanta, kot rečemo, bolniška soba, pa odlagerführerjeva soba in tako naprej. Tam pa nismo smeli niti blizu okna. No, torej to je ta slika, jaz sem tu spredaj, tle odzad je moja mama, oče in moj brat, tam malo zraven, brat in mogoče je kater od vas tam, ki je bil v Trebnicu, se lahko potem najde. No, tu je naša družina. Brat mlajši je imel 3 leta, je 6, on 11, mama 32 in oče 35. Mlada družina, vsi zdravi, ampak pogledajte, kako smo se morali lepo obleči za fotografirati in rekli so, da ne, če imamo koga poslati svojcem, da bojo videli, kako nam je dobro. V tem taborišču, se pravi, kar se tiče prehrane, tudi sobe, so se zvečer, ko je bilo hlad, se je kurilo, otroci smo nosili drva, premog in tako naprej. Najhuje je bilo pa v tem taborišču to, ker so nas otroke začeli preusmerjati, vzgajati v Nemce. Prvo je bilo, naj pozabimo na svojo domovino, da je zdaj naša domovina Nemčija, da je naš vodja, so nam ga pokazali in ta prve besede, seveda smo se naučili nemški pozdrav in potem nemško samo v besedah. Vstani, sedi, pridi, pojdi in tako, take, ne pa, kot zdaj govorimo, se učimo jezik v celih stavkih, ne. To najhuje pa je bilo, ko so nas tako vzgajali, da se, če kaj slišimo, vidimo ali pa občutimo, da je smešnega, da se ne smemo smejati. In če je kaj žalostnega, ne jokati. In da bi nam to nekako bolj dokazali, povedali, kaj želijo, so nas peljali v kino. Prvikrat v kino sem bila, seveda, nisem imela pojma, kaj je to kino, in tako naprej. In smo se tistega dne, že prvo leto za Božič, že 41. je Lagerführer rekel, da smo pridni. Seveda se nismo upali niti ozirati, klepetati, vse smo bili še z eno nogo, bi človek rekel, doma pri svojih in vse se ti je čudno zdelo, kamor si pogledal, je bilo drugače kot doma. No, in je rekel, ker ste pridni, boste šli v kino. In tako res smo se vsi lepo oblekli in so nas peljali v kino. Vprašali smo enega, nas je en upokojeni učitelj
bi rekla, čuval pa prevajal, kar je ta nemška vzgojiteljica Marija zahtevala. No, in on je rekel, veste, to bo tako, kot da je res, slike se bojo vrtele in seveda mi vsi radovedni, kako to bilo. No, in prvi film je bil Lonček kuhaj. Veste, kako ta pravljica, ki jo vsak pozna, kako ta lonček kuha, kako potem, ker se pač ta Boga starka ni zapomnila besed, kako se lonček postavi, ne, je kuhal in je vse s to mlečno kašo polil, kamar cestek, kamar je prišlo. No, in ko se je ta kaša valila proti nam, smo kar mislili, da bo k nam v usta prišla, prijeli smo se za roke, da ja, kater ne bi kaj rekel. In po kino je bil seveda razgovor, ampak še prej povem, prvo je bila pravljica, potem pa bila propaganda. In v propagandi smo pa gledali take filme, kjer so nemška vojska je bila vsa, ker je bila to zima, na frontah v snegu, v belem oblečena, zamaskirana, na drugi strani vojaki, taki ali taki. Tam so vsi popadali, tle pa kakšen dubole šus v nogo ali roko, skratka malo. No, in potem, ko smo se vrnili nazaj v taborišče, smo se o tem pogovarjali in pravi, ste videli, kako je močna naša armada, ona bo vse premagala in bodite prepričani, ja, da boste vi tu ostali in da bo vam tu dobro, pozabite vi na svoj domači kraj. No, in o oni pravljici Lonček kuhaj je pa rekla, prav, ker tej starki se je potem nekaj zgodilo, ampak ne bomo zdaj s pravljice pravila, ne, je rekla, prav, če ti nekdo da povelje, si ga moraš zapomniti in se ga moraš držati. In seveda, ta Boga starka znala je prvi del, da je Lonček začel kuhati, pozabila pa drugi del, da bi Lonček nehal kuhati. In je rekla tako, če vam kdo naroči s tistim njihovim, se veste, prodornim glasom, kar se naroči, kar ti reče, kar ti kdo ukaže, moraš narediti. In vsi to smo izkusili na lastni koži, da smo pač morali obogati, ne. To je ta naša družina, naprej. Aha, drugi. Torej to, v tem prvem taborišču smo bili leto in 7 mesecev, najbolj dolgo, in niti ne vemo, zakaj so nas potem v Grosswartenberg preselili, kjer so tam že eni drugi bili in mi smo tle druge pustili, skratka se je mešalo. No, to je tudi vse v Grosswartenbergu, to sem jaz, to je moj mali brat, tam zraven sestre, starejši pokojni brat, in tu je pa ta Zvonko, ki je mojega brata rešil, da ga ne bi dobil Lagerführer in bi ga krepko premlatil, ker je bil pod kuhinskim oknom, kjer je pa slučajno moja mama na mašino rezala kruh, tako da so bile pač vse šnite enake, ne, in Drago je videl, kako raste ta kup šnit, in mama je zmerom reče, mama, ker ni znal tako govoriti truha, dajte mi truha, mama je rekla, da nima. No, in zdaj pa, ko on videl ta velik kup kruha, je strašno zakričal, ampak sreča, da je ta Zvonko to slišal, ga zagrabil, mu zaprl usta, da se ni slišalo, in ga odpeljal v sobo, in vse drugo pa piše v knjigi, da ne bom govorila, ampak mami je bilo to, je opazila hudo in tako naprej in tako naprej. Gremo naprej.
To pa je slika, se malo bolj vidi, ampak želim pokazati, kako je izgledala mama v delovni obleki. Čisto druga, tam je bila, kot rečemo, filmska, tle pa je bila taka, kot je bila delavka. To se pravi, Nemci so sploh imeli strašno navado, manijo, da so nas fotografirali, kar bomo še pozneje slišali. To sredi je Urekova, če kdo pozna iz Čel, no na koncu pa mama z likalnikom, ne. Dobro, naprej. To sliko pa bi rada pokazala, povedala, bila je tudi v Trebnicu, prvo leto, torej v začetku 42 in sredi 42 smo mi dobivali obiske. Obiskal nas je mamin brat, Rožac Milan, to je moja mama, seveda delovni obleki, in to je pa Štritofov Hanza. Rekla sta oba, da sta morala ne vem koliko obrazcev in ne vem kaj spomniti, sta že imela zagotovilo, da pač bosta obiskala torej brata Svaka, ne, vsi mi, ki smo bili gor, in stric Milan je celo imel takrat ljubezen, bi rekla, Držančevo reziko, ne, in Hanza, ne vem koga, v glavnem sta prišla. Ampak jaz nisem vedela po kaj, ne. Dobro, vse sta nas prišla obiskati, ampak v resnici sta prišla, da sta nagovorila Držančevega Ivana, ki je imel potem partizansko ime Sergej, da je šel v partizane. Ampak on ni šel takoj, ko sta ona dva srečno odšla in tako naprej, ampak pozneje mi smo za njim dobili še obisk. Gremo naprej, če imam. Ja, to. No, to je Blogovškova Tončka, sestrična, ki je brezgnanka. Zraven je ta dobra teta Neža, o kateri govorim, moja mama, Ata, to je teta Micka, od strica Tončeta žena, in to je Micka Blogovškova, tudi taborišnica, moj starejši brat, moj mlajši brat in jaz. Torej, oni so nas prišli obiskat, povedali, kako je doma, ker to nas je najbolj zanimalo. Namreč na naše domove so prišli kočevarji. In moja teta seveda navezala čez čas stike s tem, kar je prav, šla na dom, povedala, tle je bila družina mojega brata in tako naprej, ne, in je rekla, da gre na obisk, in tudi, ko se je vrnila, je rekla, unem gre dobro, ne bojo prišli več nazaj, da je malo te kočevarje potolažila. No, v glavnem, kmalu, ne vem, še drugi nekateri so dobili obiske, so bili pa obiski prepovedani. In od takrat nič, pošto smo še dobivali, je bila seveda cenzurirana, in takrat je moja mama, so se s teto dogovorile, ker so obe, i družina Rožac, i Priboški, nam pošiljali pakete, ampak v taborišču je pa res bila, bi rekla, solidarnost, kjer je dobil paket, in zveste otroci, ko smo videli, oni so dobili paket, vse se je takrat zgrinjalo in kaj so poslali, suho sadje, suho meso, kakšno slanino in tako naprej. In včasih se je zgodilo, da so dobila ene 2 ali pa 3 krhla ali pa suho kruško. A težko je bilo tudi teti to dobiti in potem je rekla, boljš da ne, vse hrane, ne morem reči, da bi bili lačni, da bi imeli vsaj v tistem času ne lahko to, ampak smo videli, ker je bilo vedno slabše. No, in še nekaj časa, ko so te odšli,
je Sergej pobegnil, oziroma takrat je bil Ivan Držanič pobegnil z taborišča. To je bilo pa zelo hudo. Velik apel, vse so klicali. Ampak on se je že en mesec ali več tako nekako držal sam vase, pa tako, da je mama je rekla, kaj je hotela druga, kot da je sebe pa družino zaščitila, sicer bi vsi šli. Tam so bili še Marica, Reznika in Damče. Oni so imeli mlin v Arbasilih, tam od spodaj. In je rekla, pa on je bil čuden, pa on je prišel daleč. On, ko so ga iskali, ne vem, je rekla, on je že gotovo mrtev in tako. Ni pokazala Lagerführerju pa tem, pa tudi onim, da jim je hudo, da je šel, ker s tem so to preprečili. No, in po dolgem času, vem, koliko je on srečno prišel, šel v partizane, bil pri Rožacih, tle so njegovi sorodniki, se pri njih skrival, moja stric Tonče zrihtal, organiziral, da je bil v partizanih, dobil ime Sergej in je pol po svobodi še, mislim, kar precej let živel in smo se doskrat tega spominjali, prav, da najhujše je bilo, kadar je spal pod podnom zajcem, ki so imeli tak podn, od spodaj so zajci bili in kako je bil čisto miren, da ne bi kak zajc preskočil ali premaknil in da bi ga dobili. Torej težko pot je dal skozi mojega strica, pa je nažalost narekovajo, prijatelj izdal in so ga novembra 42 potem odpeljali v Dachau, kjer je preživel 27 mesecev. Ko je šel v Dachau, je bil 84 kilogramov, nazaj se je pa vrnil z 42, torej točno na pol. Naprej. Zdaj pa vprašanje. Torej, to sem pa jaz leta 42, avgusta, o tem vam bom nekaj več povedala na koncu. Glavne, od kje oblekca, kaj in vidite, kako sem se morala postaviti, kakšna sem bila in tako naprej. Bomo potem o tej oblekci. No, tu je pa to drugo taborišče, ki ne vemo, zakaj smo šli. To pa je bilo mladinski dom. Seveda, vsako taborišče je imelo nemško zastavo, logično. No, in v tem taborišču, ko smo prišli not, je bila avla veža, potem so se pa šli, je bila velika dvorana in tam je bila jedilnica, vsi ostali prostori, od garderob, od kar so pač imeli, je bilo pa spremenjeno v postelje, v 3 nadstropne železne postelje. No, in mi smo bili tle nad tem vhodom, imam tudi sliko, ko sem taborišča obiskala, kje smo pač bili. No, hočem pa povedati, da v tem taborišču, kakor so nam tam prali, bi rekla, pa bila drugačna vzgoja, je bil drugačen, bi rekla, Lagerführer, ker vemo, da taborišča jih je bilo raznih vrst. Eni so od prvega dneva, bi rekli, bili hudi reveži in drugi pa postopoma. No, in v tem taborišču smo pa hodili k verouku. Torej, otroci, seveda, nismo toliko nemškega znali, ampak za nas je bilo pa veselje, da smo šli ven iz taborišča, ni bilo daleč ta cerkev in v cerkev so nas učile prijazne nune. Malo naprej. Aha, to je naša družina, pogledajte nas,
zadnja slika, da smo vsi štirje v Grosswartenbergu. Smo lepi ko? Poglejte, zdaj imamo ali pa tam z ruto in predpasnikom. Dobro? No, to so te nune. Moram reči, nune so bile dobre do nas. Bi rekla, imele so tisto sočutje, smo otroci in one so nas na pamet seveda naučile vse, kar je bilo treba znati za prvo sveto obhajilo. In bi rekla, svete oče smo se nekako naučili, vse drugo je bilo bolj težko, ampak je šlo. Smo se naučili, čeprav vsega nisi vedel, kaj pomeni. Potem pa je bilo treba je spoved, so nas pripravljali za spoved in kaj je greh, kaj ni greh. In pa smo rekli, joj, kaj pa če pozabiš povedati, se ne boš spomnil. Pa so bile tako prijazne, so rekli, veste kaj, pa povejte kar po slovensko. Ljubi Bog zna vse jezike. In tega ne bom pozabila in otroci, kako so nas potolažili in dali, da si nismo delali, bi rekla, kot otroci problema, a bom znal povedati, ali ne bom znal povedati. Pa tudi sicer, nune so nam prinesali v termovki, prvič v življenju smo videli termovko in ko je odprla, je šla ta para gor in mi otroci, da i to sveti duh. Ja, tako je bilo. Ona se je klicala za oltar in tam rekla, nobene povedati. Tudi staršem ne. In smo dobili to toplo mleko, pa kak namazan kruh ali pecivo ali kaj. Vsak dan so kaj prinesli. In mi res nismo povedali doma izdali, ampak potem, pozneje smo se včas rekli, svetega duha smo pa mi le videli. Tako, veste, na paši ali pa kje je bilo, smo se pogovarjali o tem. V glavnem, ja, so bile res dobre. Naprej. No in tako sem bila pri svetem obhajilu. In oblekica, blago za obleko mi je poslala teta Neža. Ja, ni bila čisto bela, imela rdeče take rožce, ampak tako. Imam spomin pa imam na ta dogodek, ne samo na to obhajilo, ampak na dobro kosilo. Mislim, da je bilo to najboljše kosilo v taborišču, kjer se je Lagerfeuer in te, ki se pravi, da so naš vzgajali tako pobožne, smo imeli posebej, ko so drugi jedli, kosilo za nas dobro in eno posebno pecivo. Torej, ki ga je še, kadar gremo v Nemčijo ali v tujino tudi. Torej, štroj za kuhno, če veste, kaj je to. Ampak ga imam v spominu in tisto dobro kosilo. No, to smo pa že v tretjem taborišču, ki smo bili samo par mesecev, 5, v šoli, zelo slabo. Šolo so na hitro trgovsko spraznili, posleno, kar naprej smo morali v klet, ker so bili alarmi, bombe so padale daleč naokrog, vse se je treslo, ni bilo pravih zaklonišč in tako naprej. In tako sva se samo jaz in od mojega vnuka, ta, ki je obiskal z mano oba vsa taborišča, sva se slikali pred tem, bi rekla, zemljevidom, reliefom mesta, sem pa govorila z njimi in me je župan celo povabil, naj pridem si pogledati mesto, ker tam še niso nič naredili. Namreč v vseh teh krajih, ki sem jih obiskala, tudi zadnjega, ko bom povedala, so bili Rusi še 23 let
in zato se marsikaj ni spremenilo. Vsi ti, ki smo imeli kontakte, pravzaprav to je moj vnuk, ker je treba vse v angleščini, kontaktiral, povedal, kaj imajo in kako se veselijo našega obiska. In res povsod smo bili zelo, zelo lepo sprejeti. Jaz sem vse in te slike, in ki jih imam doma še za, bi rekla, en muzej, prefotokopirala in smo nesli gor in tudi za samo potovanje zelo dobro pripravila, da sem točno vedela vprašati, kaj, kako je bilo kje, in oni so samo ogledali. Oni niso vedeli za to ledarnico v prvem taborišču, ki je moj oče delal. Ja, kako? No, in zdaj, da gre malo nazaj, so poklicali enega torej možakarja mojih let, ki je bil pa izgnan v Ukrajino. No, in se je srečno pol seveda vrnil domov, in ko so ga ti mladi vprašali, kako pa kaj, nemško se tam ni govorilo, jaz nisem mogla nič, samo angleško, in je povedal, gosma ima prav, vas bom peljal, in so me peljali in imam tudi 4 različne fotografije, ki so bili vhodi v to ledarnico, ampak, ko se je vojna končala, so Rusi tovarno razmontirali in jo odpeljali. In ta ledarnica, seveda posodi hladilniki, je v propadanju. No, to je pa to zadnje taborišče Grusov, Betlehem, to je bil lovski dvorec, kjer si je poleg lovske gospode še kakšna druga privošla, je bila velika, velika plesna dvorana, tam smo mi imeli troposle sobe, nas je bilo kar enih 100 not, in pa prostore za torej Lagerführerja in drugo spremstvo, ki je imel stranišča, in to so nam pa vse naredili od zunaj, in v tej veliki plesni dvorani smo samo videli eno veliko omaro, in tam je bil kot en velik gramofon, kjer so navijali torej glasbo, da so lahko plesali. No, tle je bilo tudi v gozdu, ampak kaj je bilo boljše, ko smo slišali avione, pa sireno, hitro kar v gozd. In mama je rekla, vsi na kupu, da smo, prav, če bo kaj priletelo, da bo na vse. Tako je bilo tudi prav, da je tako rekla, ne. No, in k sreči se to ni zgodilo, ampak iz tega imamo, kar bi rekla, trpek spomin, Lagerführer, iz tistega predtaborišča, ki sem rekla, da je bila šola in porušena, je vzel ta starejšega brata, Franceta Poštarja, ki ga poznate, Glogovškoga, in z njim šel v Breslav, ker ta naš Lagerführer je bil še tako, bi rekla, ni bil tako star, je bil še kar mlad, malo je oko pokvarjeno, ampak v glavnem, da je šel v štab v Breslav, kar je bilo pa dobrih, ne vem, 60 kilometrov, mogoče kaj več, od lagarja, tle, ki smo mi bili. In mama moja že takrat, seveda, upirati se ni dalo, on si je verjetno mislil, da bo s tem si ali rešil življenje, ali pa ne vem kaj. Imel je brata zelo, zelo rad. On mu je pomagal, on se je hitro naučil nemško govoriti, pisati, in mu je pomagal tam v pisarni in tako naprej. Lahko mu je avtomobil čisto in tako naprej. Skratka, res ga je imel rad. Medtem ko mojega brata, njega pa doskrat natepil, tudi takrat, ko je razbil Hitlerjevo glavo, ki je bil tako zelo kaznovan, ki se mi je res kot otrok smili, kaj je moral prestati,
koliko ga je ne samo premlato, ampak zaprl med v klet, ker je bil premog, ker so bili podgane, on je jokal, pil do, bi rekla, nezavesti, ker že ni imel več glasu in Lagerführer ga ni spustil. Polk je prišla mama iz dela, ko je brat povedal, kaj se je zgodilo, je pokleknila pred njem in rekla, pustite ga, se je otrok, ni nalašč to naredil, ne? Je pa naredil, ker vam ne morem vsega povedati, kako se je to zgodilo. Kip je bil blizu tistega lepega vhoda, ki sem rekla, avle, z druge strani je bila ta jedilnica in je imela vrata. In ko smo se mi igrali karkoli, ali je bil vrata za pik, so se ta vrata stresla in tudi kip. In ravno, ko si je Drago lepo približal tem vratom, se je kip zrušil. In seveda, on je bil kriv je pridrvel Lagerführer, to je bilo grozno, ga zgrabil in tako, da ne bom vsega ponavljala. Otroci bi smo vsi onemeli, ko so prišli starši povedali, kaj se je zgodilo in vsem staršem je bilo hudo. Prav sem se to lahko vsakemu zgodilo, ne pa temu malemu, zdaj je bil v 5. letu je bil otroko in da ga tako grobo kaznuje. In šele potem ga je prosil tudi moj brat in mu je dal ključe. On pa ni hotel ga niti videti. No, in ko so to klet odprli, so videli bogega, črnega, mokrega, vemo od česa in kaj, ne. Vse so pomagale ženske mami, da so ga uredile in da je prišel, ampak dolgo, več kot skoraj 1 mesec ni čisto tako govoril. In mamo in očeta je bilo strašno, strah, ker ko je bil majhen, je on včasih jedljal. To so prej otroci zelo, tako, ali pa ni znal reči črke K, pa črke R, ampak tako. Ampak sreči se to pot ni zgodilo, je potem lepo, normalno govoril, ampak seveda si je pa zapomnil za vse življenje. Ampak on, ker je tak dobrovoljček in tako naprej, polk je bil velik, na vasi pa v družbi, si je on znal kar pohvaliti, je rekel, kdo od vas je ubil Hitlerja, tako kot sem ga jaz. In tudi jaz sem bila ponosna na njega in sem zato z veseljem to zgodbo resnično tudi opisala, ampak je za otroke kruta. No, in v tem lagerju, da se vrnem, je mama že prej rekla, če boš dobil kako pošto, da sem bolana, vedi, da ni res. To mu je naročila, ker je pošta blizala se je, to je bilo že v začetku 45. Vse je že bilo v zraku, da bo konec vojne in da bo Nemčija izgubila. In on je seveda šel ta Breslov. In mi smo dobili potem starejšega Lagerführerja, ki je bil seveda iz socialko, ampak priletel in je sam vedel, da mora iti tle za Lagerführerja, ker mu je pač tako ukazano, ne. In ni bil zloben, bi rekla, ni nas niti komandiral, skratka, bi rekla, kar zmirn. In mama je šla do njega in ga prosila in mu povedala, kako se želi, da bi sina prišel nazaj, da bomo družina prav in ga lepo prosi, če mu pošle sporočilo, da je ona zelo bolna, da bi rada videla sina. In seveda, da se bo pol vrnil. No, in to se je zares zgodilo. Ta Lagerführer je to naredil. Torej, imamo in take, ne. In
čez nekaj dni se je naš Franci res vrnil. Vi ne veste, kako veselje je to bilo v taborišču, joj, pa je prišel, ampak on je prišel tudi z velikim znanjem. Kaj ti tam Breslavo je rekel, da so velik zemljevid in da so na eni strani z buckami risali fronto, kot prodira Rdeča armada, ker tam so bili Rusi na tej strani, o katerem jaz govorim, tam ni bilo ameriške vojske. In kako se umikajo, kaj vse so že izgubili Nemci. In skoraj že celo to Šlezijo, ki je bila prvo Poljska, pa bila spet Nemška, ne, že zdaj skoraj bila v nemških rokah. No, in ki je on tam se to, bi rekla, naučil, on je tudi poslušal radio, tudi ta Lagerführer zadnji mu je dovolil, da je prišel k njem poslušati in je on pol tiste bucke dobil od njega, tudi ta je imel zemljevid in je on tudi to imel na steni in to smo vsi čudovali, kaj zna, kaj ve, ker nismo imeli pojma, ki je kaj, ne, na zemljevidu in tako naprej je bil strašno, bi rekla, cenjen in spoštovan. No, mi pa vsi veseli, da se je vrnil. In komaj smo čakali, kdaj bo prišel, kdo nas bo osvobodil. Že se je nehalo bombardiranje in smo rekli, vsak čas bo nekdo prišel. Lagerführer je pobegnil, torej je pa pustil vse ključe. Torej, da je bilo vse na razpolago, da se je lahko kuhalo in tako naprej, ker je bilo drugače. Je imel ekonom, ali kaj je že bil vse pod ključem. No, in prišli so 1. maja ruska armada. In za mene, seveda, veliki, ne samo za mene, za vse nas, veliki osvoboditelji. Se ne da popisati, kako srečen je bil tisti dan. Otroci smo se prvo skrili, ko so prišli prvo ruski vojaki, ker nismo vedeli, Rusi, kdo so sploh in kaj so, ampak ko smo jih videli, ko so prišli, smo zagledali rdeče zvezde, ene so imeli celo na prsih in tako naprej. In so ta prvo, ali pa ko so se pozdravljali, ker so naši ljudje znali malo rusko-srpsko, da so prišli do tega, da so se kar pozdravljali, bratja in to smo slišali, ampak le vprašajo, ker nimate otrok? O, ja, so rekli, imamo, in nas pokličejo in smo se vsi tako v vrsto postavili in vsak naj pokaže, koliko je star. Je rekel, da bojo videl, da svojih otrok niso že videli 4 leta, da bojo videli, koliko so v tistem letu zrasli. In tisti, ki so bili 4-5 let, so jih celo dvignili, seveda jaz sem imela 10 let, ni mogo, ampak gledal druge tako, kako so bili. V glavnem so rekli, evo, 4 leta že nisem videl svojih otrok in tako naprej. Je bilo za nas otroke, bi rekla, zelo prisrčno, imaš to v dobrem spominu. In kaj so pol naredili? Poslali enega vojaka z motorjem, je pripeljal vrečo sladkorja, pa kruh in lepo smo namočili kruh in žlico sladkorja na ta kruh in jedli, da je škripalo pod zumi, ampak dobro bilo, ampak nismo smeli več kot 2 kosa, tudi starši so rekli, ker nam bilo slabo, prav, ampak odslej naprej bo vaša kava, vaš čaj sladek. In smo torej imeli to od njih in lep spomin, ampak nam le ni šlo na račun. Prej smo gledali te hitlerjevske znake, ki smo jih risali in morali smo jih znati. Zdaj kar naenkrat po nekaj rdečka zvezda nismo vedeli in seveda tam smo vsakemu moškemu rekli stric, ženska pa teta, ne? In pol je bil tam
prijazen stric, ne vem, odkot je že bil. Joj, stric, povejte nam, kaj to pomeni, ta rdeča zvezda. Ha, je rekel, otroci, veste, kaj to pomeni, da bomo šli domov, da je konec vojne. In tega mislim, da nam boljš ne mogo povedati. Ali so to tu Rusi ali kaj, ko bi mi bolj malo to razumeli. In seveda smo bili zelo zadovoljni s tem odgovorom. In še tako, kadar sem kaj pisala ali pa doskrat kako pesem napišem in mi je zmerala v glavi ta rdeča barva. Prvi znak, ki sem ga spoznala, je bil znak Rdečega križa, ker mogoče pol še kaj povedala. Drugi znak, ki mi je tudi tako legel na srce, je bila prav ta rdeča zvezda. In sem rekla, rdeča barva, Rdeči križ me je hranil in oblačil, rdeča zvezda pa me je, ko me je tujec tlačil v domovino, nazaj domov, odpeljal, ne vem, tako podobno, ne, da si je pač rimalo. V glavnem imam te Ruse v lepem spominu in si jih ne dam vzeti, da ne bom govorila zdaj, ker vidimo in slišimo, kar se dogaja v Ukrajini. Zmerom reče, to niso moji Rusi, jaz imam tiste tam, ki so me osvobodili. No, ampak seveda, svoboda je bila, kdaj zdaj domov? Vsi neučakano, to že nervozno, ampak to se tudi ni dalo kar tako. Rdeči križ, ki je že malo, že 44 ali pa že prej začel zbirati in je imel nekje podatke, pa potem kot fronta gre, kaj je porušenega, kaj je železnice, kjeri mostovi. To je bilo treba vse zgraditi, prav ko bo šel transport, da bo šel, da ne bo obstajal ali pa tako. No, in tako smo bili več kot mesec, 7. junija je prišel ta srečna, imam še kaj, je prišel ta srečen dan. No, to smo v zadnjem taborišču brez brata, starejšega brata, samo mi štirje. No, smo veliki, vidite, jaz, ko sem zrasla, pa to drago, ne, kako velik, seveda 4 leta, to je že ena doba. Še naprej? Aha, še to zadnja. No, in tako je prišel 7. juni 1945, kjer smo zapustili to taborišče in pa šli z živinskimi vagoni naprej, dokler je šlo, pa smo se vstavili, so popravili tire pa naprej, doskrat se je zgodilo, da smo šli in nazaj, pa spet naprej, dvakrat smo celo šli iz postaje, so nas tako v Brnu dali, da smo tam bili več kot en dni, da so, to je bilo v Češkem, da so to popravljali most in pa železnico in tako naprej. Tako da je trajala ta vožnja 7 tednov in smo prišli 26. julija, ravno na Anovo, kot rečejo, na Brežiško postajo, kjer nas je čakal mamin brat, stric Tonče Rožac, z vozom in nas potem odpeljal v domačo vas, najprej k Priboškom, ki so bili ta prvi, in potem v našo vas. Vsi smo bili radovedni, kako zgleda naša hiša. Nažalost, stric Tonče je že prej povedal mami in atu, da ne bomo mogli stanovati v hiši, da je razdejana, da nas bo prvič peljal z vozom k njim domov v Čelje, to je v Dolenjo vas. In tako se je tudi zgodilo. No, in ko mi, jaz in brat, hočeva, starejši brat je tako vedel, pokazal, tam je naša hiša, jaz nisem mogla, mali brat tudi ne,
ampak sva čakala, da smo prišli na dvorišče in res smo videli razdejanje, kako so pustili. Prvo, ko so šli kočevarji, so hišo spraznili, mislim, pustili, ampak teta Neža bila tako pametna, so postelje in kaj je bilo vsega, to smo rekli, torej komodo, koselne, in tako odpeljali, malo k sebi, malo v Banovem, tako da so to pohištvo, bi rekla, ohranili, v Nebodroce, pa to so pustili. In ko se je vračala ta vojska iz Hrvaške, vseh sort je bilo, ustašov teh in onih, so videli, da je tle vse prazno, in je bila najbolj priročna, bi rekla, smo blizu železniške postaje, pa ob progi do Krškega in naprej. In so se tu preoblačili, tako da je bil poln hlev teh oblek, a v hiši pa razdejanje. Ko mi je zmanjkalo drv, so kar vrata sesekali, okvir od okna in tako naprej, da je bilo res pravo dejanje, slov pod, smo imeli lesene podobe, vzeli in tako naprej. No, in moj ata, ki je bil to njegov rojstni dom, bil tudi moj, ampak on je le toliko več delal, ustvarjal, je kar zajokal, objel ga hiše, ga kar tako, ko bi rekla poljubno, rekel, hiška moja, sam da sem doma, popravil, lite bomo in še bomo srečno v njej živeli. In tako nas je potem stric Tonče odpeljal v Čile, ker smo kot družina živeli skupaj 6 mesecev. Od tam smo tudi Drago, jaz in Franci, začela v šolo septembra, tako da smo se mi šele februarja 46 vrnili na svoj dom. Vmes, ko smo bili pa v Čelah, pa smo šli 8. septembra na Svete gore. To je, gotovo to poznate, reklo se je Svet Peter pod Svetimi gorami, in nas otroke so peljali z lojtrskim vozom, kar je bilo za nas imenitno, to je dolga pot, starši in starejši pa so šli peš, in je kar 6-7 ur krepkega hoda. No, in tam pod Svetimi gorami smo imeli, tako bi rekla, ko en piknik, vsi smo šli z voza dol, jaz sem tle, to je Marica moja, to je naš Nono in tako naprej, vsi drugi so, tam je bilo ko eno zbirno mesto, se sprašvali, a je prišel ta s taborišča ali ta, so zvedli, kjer je umrl in tako naprej. Ampak kaj je mene najbolj prisutilo, ko sem videla, kako ljudje gredo po golih kolenih tistih stopnicah, kjer je bil tam, da je videl, ko se gre v Cerkev Marije. In vidimo krvavljene kolena, kricurla po nogah, vpraša mamo, ja, kaj pa to? Ja, je rekla mama, veš, to je pa tako, oni so se zaobljubili, če pridejo živi, da bojo šli po kolena se Mariji zahvaliti. In je tudi ona rekla, veš, če nekaj obljubiš, moraš narediti. Ja, je rekla, pa sem vprašala, kaj pa mi? Ne, je rekla, mi smo samo rekli, da bomo šli tako kot zmeram se zahvaliti, ker smo šli vedno na Svete gore, ali avgusta, ali septembra, ampak avgusta je bilo še prezgodaj in septembra je bilo pa tako. No in tako se je ta pot, bi rekla, taborišča končala.
Ja, jaz imam še veliko vprašanj za vas, ampak mogoče bi vas res v zaključku samo prosila, da belo oblekico poveste. Ja, za nas. Kako? Nazaj na slikico. Aha, bom dala nazaj na slikico, ampak da v bistvu v tem vašem pripovedovalskem daru tudi nas razveselite danes še malo. Ne, še nazaj. Nazaj. Bolj na začetku. Ja. Torej sem bo obljubila, da bom več povedala o tej beli oblekici. In sicer sem jo dolgo, bi rekla, imela napisano, bila odložena in pol je bila le prilika, da so mi jo obelili za moj 78. rojstni dan, da se lepo zahvalim sinu in hčeri, ki sta to knjigo, vse, kar je bilo treba v tej zvezi uredila, ker sama tega ne bi bila niti sposobna, niti se ne bi tega lotila. In tako, ne da bi jaz vedela, so te moje zapise, ki sem jih imela, vsaj nekaj zbrala in tako je šla ta moja knjiga Svilena oblekica. Gre pa takole. Bilo je avgusta 1942 v lagerju Trebnjic. Obveščeni smo bili, da bo Rdeči križ pripeljal letna oblačila. Novice smo se vsi razveselili, posebno pa še otroci. Delitev oblačil je v taborišču potekala po posebnem razporedu. Najprej so oblačila dobili otroci, potem ženske in nazadnje moški. Tako je moja mama prinesla za vse nas 3 otroke v naročju oblačila in jih razdelila na 3 kupčke. Na mojem kupčku zagledam lepo belo svileno oblekico. Očem nisem mogla verjeti, kajti tako lepe oblekice še nisem videla. Rahlo sem se je dotaknila, otipala gumbke, rokavčke in ne vem, koliko časa bi jo še gledala, ko me je mama poklicala. A ne boš pomerila obleke? Kar poskočila sem in oblekico stisnila k licu, da sem občutila vso to svilnato mehkobo, pa tudi poseben vonj. Pomirila sem oblekico, bila je, kot da je sešita prav zame. Počutila sem se v njej kot princeska, kot kraljica. Kar videla sem se, kako me lepo pristoja, čeprav nekjer v bližini ni bilo ogledala. Tudi drugi ljudje v sobi so postali pozorni na mojo oblekico, pa so rekli, ja, pa je res lepa, pa ne samo obleka, tudi punčka je lepa. Ko sem to slišala, pa me je kar dvignilo in sem se zavrtela v krogu. In kaj je bilo lepšega? Oblekica je se v krogu odprla kot balon. In v tistem momentu sem bila najsrečnejši človek na svetu. A sem takoj pomislila, kdo je sešil to lepo oblekico? Za koga? Katera deklica bila tista srečnica? Kako to, da so jo podarili Rdečemu križu? Lahko bi jo prodali, zamenjali, podarili. Je tako odločila njena mama?
Imela sem neštet vprašanj, a nobenega odgovora. Opazila pa sem, da moja mama me samo gledala in niti malo ni kazala navdušenja, kar se mi takrat skoraj zamerila. Jaz bi najraje ostala ves dan v tej oblekici in mama reče, jutri popoldne jo boš oblekla, ker bodo prišli fotografi. Zdaj sem bila jaz še srečnejša. Sem rekla, kaj? Mene bodo v tej lepi, sveleni oblekici slikali in imela bom svojo sliko. V tistem momentu sem pozabila, da so nas že tolikokrat slikali kot posameznike, kot skupine, kot vse taboriščnike, vse skupaj. Vseeno sem se videla že, kako me bodo fotografi postavljali, kako naj stojim, kaj gledam, ampak sem rekla, slika bo lepa in bo moja. Slekla sem oblekico, jo lepo zložila, pogladila in celo poljubila. Mama pa me je še zmerno nemo opazovala. Zvečer sem z velikim veseljem povedala očetu, da sem dobila najlepšo oblekico. Oče me je dvignil in na uho zašepetal, saj si tudi ti moja najlepša punčka na svetu, in me poljubil na čelo. Fotografi so opravili svoje delo in čez nekaj časa sem dobila sliko, fotografijo, ki jo še danes v originalu hranim. To je ta slikica. Po končani vojni smo se vrnili domov in stekle so priprave za Birmo. Mama mi je rekla, Vilja, ti bo sešila novo oblekico, in jaz sem se tega zelo veselila, saj od obhajila nisem dobila nove obleke. A bo bela? Sem vprašala mamo. Ja, bela. A bo svelena? Taka, kot sem jo dobila takrat od Rdečega križa. Ne bo svelena, bo bela in lepo sešita iz blaga za planice. Malo me je stisnilo, a sem le rekla, no, bo pa vsaj bela in nova. Takrat pa si je mi mama približala in me prijela za roko. Ko si se ti v taborišču pomerjala to oblekico in se obnašala, kot da si princeza, kraljica, sem jaz v tebi videla prav tisto deklico, ki je to oblekico nosila. Bila je prav taka kot ti, vedra, vesela, zdrava, razigrana. Le da je imela črne oči in temne lase. Mama, kako vi to veste? Moram povedati, da smo takrat starše vikali. Mama, povejte. Bila je židinja. In kje je zdaj? Ne je več. Kako to? Se je kaj primerilo? Je zbolela? Kaj pa njena mama? Pa oče, bratje, sestre, še živijo. Tudi njih ni več in mnogih, premnogih. Takrat pa sem padla mami v objem in obe sva zajokali. Jaz pa sem v mislih zagledala
deklico o lepi beli svileni oblekici s črnimi očmi in temnimi lasmi. Bom pa prosila občinstvo, da še mogoče kaj vpraša, kaj doda. Ja, če pa da nekaj zanima, če me naziv. Ti se najlepše zahvala za to, kar smo slišali. Se zahvala, to, kar smo slišali. Jaz sem tole knjigico lansko leto od Tončke dobila v Piranu, tam smo se tudi spoznale in jo skrbno prebrala. Prebrala sem tudi uvod, ki ga je napisal dr. Janko Bruk, moj študijski kolega, in iz tega njegovega uvoda bi dve stvari poudarila, kajti vidim, da tudi tukaj je nekaj izgnancev, tudi sama imam status izgnanstva, namreč rojena sem izgnanstvu. Bruk pravi tako, ta Nemec je hotel našo deželo ponemčiti in imel plan izselitve, kar smo mi tukaj doživeli. To se pravi, da je tudi v tem novejšem potvarjanju zgodovine ta napaka, ki se ponavlja, propaganda, češ, da so partizani povzročili vse to, kar je tukaj, ta plan je bil že prej. In druga stvar, tudi oblast po končani vojni izgnanstvu ni dala pravega pomena. Recimo, mojega očeta so velikrat, kako to, da ni pobegnil. Zdaj sem tako poslušala to, kako si povedala, kako je bilo težko pobegniti. Moj oče je bil avtomehanik in je delal v Puhovih tovarnah v Gradcu. Jaz sem tudi rojena v Gradcu, to je bil Nemški rajh. No, ko sem peljala enkrat brežiške izgnance v slovenski parlament, je v oni veliki dvorani Pengov narisal celo zgodovino Slovenije. In moji izgnanci, ko pridemo do konca, vodič iz parlamenta je razlagal torej posamezne etape naše zgodovine, pridemo do konca osvoboditve, je rekel, pogledajte, tudi tukaj ni izgnancev. Tudi tukaj ni in tudi danes ni, torej tiste materialne odškodnine ni. Ni in torej izgleda tudi, da jo ne bomo dočakali, namreč ta društva izumirajo in takih klenih točk je seveda vse manj. Naj povem zdaj, kako smo se mi srečali. Bila sem z društvom upokojencev v Izoli in seveda tukaj nas je 5 tisti, ki smo bili tvoji gostje. Med njimi je tudi Tone in Dragica Rožac, ki sta mi ponudila, ko sem jaz rekla, gremo z avtobusi, se imamo zastojni promet, gremo en dan smo šli v Koper, druga v Piran. Tone Rožac pravi, jaz imam tam eno teto, ki nas bo sprijela. Čujte, to je bilo nekaj fantastičnega. Na Radinovem trgu nas čaka Tončka, za vsega je imela vejco lovora, da si bomo okisali oziroma zadišavali naša jedila doma, nas popeljala po Piranu in prvič sem bila v Benečanki na balkonu, namreč njen sin je tam nas pogostil tudi s flakičkom pijače in torej srečna sem, da sem bila torej Benečanko videla ne samo enkrat in tebi se imamo za zahvaliti, da smo bili na balkonu tiste slovite hiše na Tartinijevem trgu. In seveda potem naprej ves krog po Piranu, na koncu pa seveda nas je počastila z kavico, ja, to da ne govorimo, da vsak drugi jo je poznal in tako dalje, to, ja, komaj šli naprej. No, na koncu pa pri gledališču je nekdo od njenih sorodnikov, ima tam kavarno, vsi smo dobili kavo in smo ti še zdaj hvaležni. 15. marca pridemo v Izolo in en dan se slišimo in se dobimo v Piranu. Bravo, hvala. Ja, jaz bi podelila od našega društva eno zgoščenko, ki nosi po moje za danes tako lep naslov,
ko spomini zadrhtijo. To je zgoščenka naših dveh članov, Brežicam, zelo poznanih, Elizabete in Dragotina Križaniča in eno majhno ročno delo naših žensk. Najlepša hvala. Res tako se tkejo prijateljstva na slučajnih srečanjih. Mislim, da tudi današnje srečanje naj nekaj stke. Če pridete v Piran, nas lahko obiščete. Lepo pa bi bilo, če bi mi zdaj kdaj kdo povedal, da se je ali s tistim vlakom peljal v osebnih vagonih, ali pa bil v katerih izmed teh taborišč. Ja, prosim. Mi smo se ravno tako, ker sem doma Artič. Ja, bravo. In smo bili seljeni Ločani, Artičani, pa tudi proti Krškem. So bili z nami v istem taborišču. In mi smo se prav tako odpeljali s osebnim vlakom. Mislim, že naslednji dan 29. ker prvi dan na Sesveti, kako so rekli, to se pravi 1. novembra, smo se že vlagali zbudili. Najbrž je bilo tako. Ampak vem pa sama, da smo se peljali s osebnim vlakom. Nazaj pa tako, kot ste rekli, s živinskimi vagoni. Rada bi pa še dopolnila tisto pripoved o tistih označbah, o svetincah, svetince smo jo rekli. S tistim, ko smo dobili te obeske s številkami, nas na železniških postajah niso več klicali po imenih, ampak so rekli od številke T do T, gor, od številke do T in T dol na naslednji postaji. Torej so nas zaznamovali, mi rekla, razčlovečili, postali smo številke. Tega se žal jaz dobro spominjam, saj sem bila takrat stara skoraj 10 let. Hvala. Jaz bi pa samo rada to povedala, tako si lepo to vse povedala, kak ste bili pa to, ampak mi smo pa tudi na slabšem bili, da se to ne da povedati. Mi smo se s vagoni živinskimi peljali gor. Kdaj se je datum? Jaz sem skozi rekla 1. november, ampak mislim, da je bilo nekje tam vmes. Jaz imam svetinco doma še, lepo original. In za Renburga so nas, mi smo bili pelani v lager v Laubanu. To je bil prav lager že narejen. Tam smo bili tako nasladeni, tam smo bili lačni. Tam je bilo veliko drugače, kot ste vi doživljali. In potem za nazaj, ker nas ruska fronta tudi tih imaš lepem spominu, jaz pa zelo slabem, ker smo bežali že februarja 45. leta pred rusko fronto in so neki naši zatičani cizli so bili in so prišli do nas, ko smo mi bili, in so rekli, bežte pred Rusi. Rusi posiljujejo, Rusi kradejo, kamaš ure, eno drugo. In mi smo bežali februarja meseca in smo bili bombardirani na vlakih in vse sam, da smo se rešili in mi smo prišli že po zimi, najhujši zimi 45. leta smo bili že v februarju doma. Tako, ampak to smo križu pot, to je bilo zelo hudo. In v lagri, kar smo bili, je bilo tudi veliko drugačno.
lahko bi govorili še pa vse. Vsak ima svoje zgodbe. Vsak v sebi nosi prav svojo zgodbo. Prav je, da jim poveste svojcem, seveda še boljše je, če se napiše, ker veste kaj, kar je zapisano, ostane. Pripoved se poveš, sin, vnuko in tako naprej, zmeram se malo doda, malo razgobini tizga, kar je pa napisano, ostane. Zato bi vsem rekla, če imajo le možnost, pa zdaj narekujete, pa vnuki pišejo. Ja, in tako naprej. Če sam vse se moramo potruditi, da zares ne bi vse šlo v pozabo in kot smo po svobodi, ko smo rekli, zbirali, nikoli več vojne in tako naprej, ne? In pogledajte, kaj doživljamo, kaj smo ves ta čas doživeli in tako naprej. Zato mi, ki smo to dali skozi, vemo, da je največ vredna svoboda in vse drugo, če gre tako. Hvala, ker v načrtu je še druženje, tako da bo zagotovo še priložnost za kakšno besedo ob kozarčku in malem pripožku, da bomo v bistvu res v tej svobodi uživali. In res velika hvala za to vašo izjemno pripoved, za vašo knjigo, ki mislim, da je tam tudi na voljo. Če jo kdo želi kupiti, je 10 €, imam pa tudi lušno knjigico za vnučke oziroma pravnučke. O živalicah je tudi prisrčno. Jaz bi se pa tudi muzeju zahvalila, vodstvo muzeja, pa bi rekla še kdaj. Točno tako, ja. Tako, kot ste rekli, izjemno pomembne so te resnične zgodbe, včasih govorimo o zgodbah, ampak te so pomembne, te, ki izhajajo iz resničnega življenja in ki nam naj dajo moč za našo prihodnost. Če poznamo dobro preteklost, verjamem, da smo boljši v sedanjosti in boljši prihodnosti. In res verjamem, da se vas je dotaknila ta pripoved, številni imate tudi svoje zgodbe, mi smo vedno pripravljeni vam dati prostor in se veselimo še kakšnih takih večerov. Hvala pa res, da ste nam to svojo pripoved prinesla iz Pirana, iz Primorske in da ste tako lepo nekako se vrnila v svoje kraje, tudi še tako bolj javno, ne samo k sorodnikom, ampak tudi širši publiki, tako da je skromno darili se tudi od muzeja. In vedno dobrodošli, pa se še vidimo, tako da danes pa še nazdravimo. Hvala.